Lepo pozdravljeni. Počaščen sem, da sem povabljen k nagovoru ali pa k poročilu o delovanju vodnega gospodarstva, vodarstva na naših tleh. Jubilej 70 let vodarjenja se nanaša na obdobje po drugi svetovni vojni. Jubilej slavimo, da se spomnimo in ne pozabimo dogodkov pomembnih, da smo in še bomo slovenski vodarji. Vodarstvo je dejavnost, ki se dogaja samoodmevno od zmeraj, saj so se ljudje naselili ob vodi zaradi potrebe po njej in njenih danostih. Da bi jo lahko zajeli iz potoka, so si naredili v brežino drčo ali stopnico, da bi jo prebredli, so si poiskali gas, da bi se popeljali po njej, so si naredili splav ali drevak in tako naprej, dobrodol, jezov, mostov, mlinov, elektrarn. Že davne kulture so premogle vodarske strokovnjake, ki so znali umno ravnati z vodami ter graditi namakalne, vodovodne in protipoplavne objekte občudovanja vredne na Kitajskem, v Mezopotamiji, Egiptu, Rimskem cesarstvu. Da so se ti veliki sistemi lahko zgradili, so jih pogojevale tudi že takrat, v starem veku, posebne zakonske ureditve, ki so urejale rabo vode, namakanja, ribištvo, plovbo, zavedajoč se pomembnosti vode kot naravne dobrine, ki lahko povezuje, lahko tudi razdvaja, če se z njo nespametno ravna. Sredi 19. stoletja zasledimo v naših slovenskih deželah, kot v celotni državi Avstro-Ogrski, zavedanje cesarske vlade, pomembnosti urejenega ravnanja z vodami. Vse večja naseljenost prebivalstva je vse težje prenašala vodne nadloge, na eni strani zaradi pogostih poplav, na drugi strani zaradi pomankanja. Državni zakon za uravnavo reke Mure od Gradca do štajersko-ogrske meje, sprejet 24. marca 1875, ki ga je podpisal cesar Franc Jožef, štejemo za začetek sistematičnega vodnega gospodarstva na vodnem območju Drave in Mure na Slovenskem pred Prvo svetovno vojno. Zanimivo je, da je bilo predpisano tudi financiranje del, in sicer 2/5 stroškov naj bi nosila država, 2/5 dežela in 1/5 okraji in občine. Zanimiv model. Enako je bilo tudi na Savi in drugod po naših deželah. Med številnimi sprejetimi postavami je zelo zanimiv predpis za vožnjo z ladjami in splavi po Dravi iz leta 1877, posebej pa še zakon o neškodljivem odvajanju hudourniških voda iz leta 1824. V obdobju med obema svetovnima vojnama, v času kraljevine Jugoslavije, je bila ohranjena zavest o pomembnosti stanja voda, ki se je odražala v vzdrževanju pretočnosti in stabilizaciji rečnih strug, pa tudi v zagotavljanju vodopravnega reda in dovoljenj za rabo vode po vzorcu iz pretekle predvojne prakse. Tudi rečna nadzorstva so delovala na način flusmajstrov, na Muri, v Gornji Radgoni, na Dravi, na Ptuju, na Savi, na Čatežu in v Lazah, pa še kje. Po drugi svetovni vojni se je začela obnova domovine tudi na vodah. Prvi 2 povojni leti so delavci in strokovni kadri, ki so še ostali na tradicionalnih rečnih nadzorstvih, sodelovali z vojaškimi in političnimi oblastmi pri najnujnejših lokalnih hidrotehničnih delih. V letu 1947, 5. maja, je bila ustanovljena pod Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo glavna uprava za regulacije rek in melioracije Ljubljana, v okviru te pa uprava za vode Ptuj, nato pa še ostale po širni Sloveniji.
Ta zgodovinski dogodek štejemo za začetek sodobnega organiziranega vodnega gospodarstva v Sloveniji. Od takrat štejemo teh naših 70 let. Sledile so pogoste reorganizacije skladno s spremembami družbene ureditve, na srečo niso pomenile velikih škod za razvoj dejavnosti, saj so se menjavale le table, ljudje in delo pa so ostajali in ohranjali osnovno poslanstvo. Za nekaj časa je bilo ustanovljeno podjetje za melioracijo in regulacijo v Ljubljani, na Ptuju pa je delovala melioracijska šola, ki je dala več sposobnih delovodij in rečnih nadzornikov. Obseg vodogradnje se je vztrajno večal, temu je sledila tudi strokovna in kadrovska usposobljenost organiziranih vodarskih ekip. Vodarstvo je postalo pomembna in upoštevana stroka, dejavnost pa je tudi ustrezno bila družbeno podprta. Planskemu gospodarstvu prvih povojnih let je po letu 1975 sledilo obdobje samoupravnih interesnih skupnosti. Za vodne zadeve so bile po posameznih vodnih območjih ustanovljene območne vodne skupnosti, te pa so tvorile Zvezo vodnih skupnosti Slovenije. Vsako vodno območje je pokrivalo vodno-gospodarsko podjetje. VGP Mura Murska Sobota, VGP Drava Ptuj, VGP Nivo Savinja Celje, VGP Novo mesto, VGP Hidrotehnik Ljubljana, VGP Kranj, VGP Nova Gorica in VGP Hidrokopr. Na hudourniškem območju je delovalo podjetje za urejanje hudournikov Ljubljana, posebne strokovne naloge je opravljal Vodno-gospodarski inštitut Ljubljana. Namensko zbrani denarji vodnih skupnosti in vodnega sklada, Uprava za vodno gospodarstvo, Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne skupnosti ter Vodno-gospodarski inštitut in vodno-gospodarska podjetja so bili dejavniki zanesljivega vodarstva in obet za trajno dobro stanje slovenskih voda. Razmere za uspešnost so bile zagotovljene tako finančno kot sistemsko. Stalne strokovne posadke so bile zanesljivi izvajalci nalog ter nenehni zbiralci znanja in izkušenj z zagotavljanjem medgeneracijske izmenjave. Seveda so skozi vso zgodovino so se dogajale poplave in suše v večjem in manjšem obsegu. Navadnih všečnih let je bilo vedno premalo. Področje varstva voda in pred vodami je velik strokovni in družbeni izziv in nikoli dokončana zgodba. Vodarji smo bili sposobni biti izzivu kos. Vedeli smo, da imamo znanje in načrte, da lahko sledimo problemom in se odzivamo na aktualne potrebe. Radi smo imeli svoje delo in poslanstvo, prizadevali smo se, da bi vode ne škodovale ljudem, da ljudje ne bi škodili vodam, da bi nas vode ne poplavljale, da bi nam poganjale vodna kolesa in da bi po njih pluli in da bi se v njih kopali in da bi jih pili, da bi nam namakala polja, da bi v njih plavale ribe, da bi jih preletavale ptice, da bi bile ravno prav obrasle, da bi pretekale in odtekale bistre. V 70. in 80. letih so bili zgrajeni številni vodni objekti za zagotovitev odvodne mest, cest, melioracij kmetijskih zemljišč, visokovodni nasipi, zadrževalniki visokih vod in akumulacije za nabiro vode, za namakanje, namakalni sistemi, vodovodi, kanalizacije, čistine, naprave. Sanirana so bila številna erozijska žarišča in plazišča. Večjih, pomembnejših vodnih objektov je več tisoč po vsej Sloveniji. Dosežena je bila dokaj visoka stopnja urejenosti voda in pričakovanih učinkov. Bili smo lahko ponosni na svojo stroko, pa tudi na družbo, ki si je to uspela zagotoviti. Zgodilo se je, da smo bili deležni negativnih ocen o kvarnosti naših posegov v naravo. Presenečeni se nismo niti uprli, ali pa nas ni nihče poslušal.
Potem je narava sama poskrbela za posvojitev teh grdih akumulacij, regulacij in melioracij, ki pa so še naprej služile namenu pridelavi hrane, varstvu pred vodami in varovanju okolja. Obdobje pomembnosti stalne in nadzorovane urejenosti vodnega sistema se je končalo z ukinitvijo namenskega zbiranja denarja, z uvedbo sistema integralnega državnega proračuna Republike Slovenije in z vzpostavljanjem pomena vode in voda. Slovenija se je razvila, postala je ena sama dolga vas. Pozidali smo jo po dolgem in počez, poplavno ogrožene doline in po plazljivih pobočjih. Slabo vzdrževana vodna infrastruktura postaja vse manj učinkovita, pretočna sposobnost in obstojnost objektov nazaduje. Velike pregrade, podporni zidovi, načete brežine in hudourniški pragovi predstavljajo vse večjo grožnjo. Odmerek denarja za vodarjenje ne zadošča za redno vzdrževanje obstoječih vodnih objektov, niti naravnih strug vodotokov, da o investicijskem vzdrževanju ali novih investicijah ne govorimo. Pošteno pa moramo priznati, da nas je razveselila lani končana gradnja visokovodnega nasipa ali nasipov, kar sta dva, ob reki Dravi ob Dolgošah in na desnem bregu in ob Dupleku na levem bregu, kar je res velik dosežek v finančnem, strokovnem in gradbenem smislu. Po privatizaciji vodno-gospodarskih podjetij je večina prenehala delovati. Svojo vodarsko dejavnost opravljajo delno v okviru svojih novih podjetij. Le VGP Hidrotehnik Ljubljana in VGP Drava Ptuj še obstajata kot samostojni podjetji v tradicionalni vodogradbeni dejavnosti. Seveda je delež vodno-gospodarske dejavnosti daleč premajhen za zagotovitev obstoja, priskrbeti se mora ta delo na trgu. Ker vztrajata na strokovnem sorodnem izboru, predstavljata dragoceno bazo izkušenj in znanja za izvajanje hidrotehničnih gradenj. Zanesljivo strokovno usposobljenost za izvedbo posebnih del zagotavlja kontinuirana specializacija in prenašanje izkušenj iz roda v rod. Ob konvencionalni gradbeni operativi deluje tudi projektiva, rečni nadzor ter ekipa za varstvo voda in intervencije ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Obema podjetjema lahko izrečemo ob jubilejnih 70 letih obstoja in uspešnega dela iskrene čestitke ter spodbudo za vztrajnost. Želimo jima obilo sreče. Danes smo vsi tukaj prisotni v posebni, pomembni vlogi. Smo udeleženci drugega slovenskega kongresa o vodah. Torej je na nas, da opravimo poslanstvo, opomniti nevedne in spomniti vsevedne. Voda je dobrina, ki omogoča življenje. Človeško telo potrebuje 2 do 3 litre vode na dan, dnevna poraba na osebo pa znaša 150 do 250 litrov. Mariborski vodovod, na primer, oskrbuje svoje obsežno območje s povprečno porabo 1000 litrov v sekundi. Kmetijstvo porabi liter vode na hektar v sekundi. Če ni naravne zaloge v tleh ali padavin, jo je potrebno dodajati z namakanjem. Mariborskih 1000 litrov v sekundi bi torej zadoščalo za namakanje 1000 hektarov velike njive velikosti 2x5 km. Porabniki vode so številni in nenasitni, tako je vode vedno premalo, razen kadar je preveč. Umno organizirano vodno gospodarstvo
Urejena vodna infrastruktura skupaj z vzdrževanimi naravnimi vodami zagotavlja varovanje naravnih vodnih zalog, omogoča načrtno in nadzorovano rabo ter izrabo bogatstva njenih danosti. Varuje ljudi in okolje pred njenim možnim škodljivim delovanjem. Skrb in obveza za trajno in permanentno zagotavljanje denarja, načrtno in nadzorovano rabo vode za vzdrževanje in razvoj vodnega sistema je javna. Te obveze se ni mogoče odpovedati, žal se rado omalovažuje in pozablja. Delo na vodah, objektih in vodnih zemljiščih zahteva več različnih specializiranih strokovnjakov, načrtovalcev, operativcev in nadzornikov, mojstrov s teoretskim in praktičnim znanjem ter z dolgoletnimi izkušnjami, ki prehajajo iz roda v rod. To mora biti torej skupinsko delo sposobnih predanih vodarjev z zagotovljeno zaposlitvijo v na dolgi rok izbranih vodno-gospodarskih delovnih organizacijah z javno zagotovitvijo permanentnega dela, varovanega pred dampinškim trgom. Peščica vodarjev je še živa, predana stroki in poslanstvu, prepričana, da vodo potrebujemo vodarji in ne vodarji, da je potrebno z njo pametno ravnati. Tako kot je vodni krog večen, smo na vodah večno vztrajni vodarji. Narava je naša zaveznica, jo varujemo in ne zlorabljamo. Slovenija, naša domovina, je po naravi bogata. Naj nam bo dano ohranjati to bogatstvo z našim znanjem. Hvala.